Tako, zdaj pa malo po domače. Na oder vabim najprej Štefana Kardoša, kot glavnega inicijatora tega filma. Štefan, pogučava, da smo se o romane in o filme. Daj mi samo povej na kratko, kako ti je uspelo združiti ta dva medija. V bistvu je konec leta 2015 v Murski Soboti bila odprta razstava Prišel je glas. To je bila prva taka obsežnejša razstava o prvi svetovni vojni, bila je 100. obletnica v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti. To je kraj, kjer je v nekaj prostorih zgoščena v bistvu nekaj tisočletna zgodovina Prekmurja od izkopanin, ki so jih našli arheologi, do današnjih dni. In tam na eni veliki fotografiji na panoju sem zagledal svojega pradedka Petra Kutuša in to fotografijo prispeval moj stric Geza, prispeval je še nekaj rekvizitov, ki jih je prinesel njegov ded Peter z te vojne in tukaj je mene malo zvilo, človek, ko vidi svojega prednika v nekem muzeju, začne razmišljati o minljivosti. Potem smo se seveda na naših družinskih srečanjih, kot temu pravimo, o tem veliko pogovarjali in smo se odločili, da bomo šli v Zatorce. To je bila Gezova velika želja in mi smo jo potem nekako izpeljali. No, potem pa je nekako vmes prišlo še to, da me je Franci Just, znan literarni zgodovinar, urednik, prosil, če bi napisal knjigo za zbirko Med Rabo in Muro. To je zbirka, ki se izdaja za porabske Slovence, torej naše zamejce na Madžarskem. In sem mu potem rekel, da pa mogoče je lahko napisal en potopis o prostoru, torej o potovanju skozi prostor in potovanju skozi čas v tisto obdobje, ko je bilo Prekmurje in Porabje pravzaprav ena enota, ki se je reklo Slovenska krajina, ne vem, Slovenska okroglina in tako naprej, ker bi to mogoče bilo zanimivo tudi za njih. In potem je prišlo do tistega sporočila z Dunajskega muzeja, ko naj Peter Kutuš ne bi bil leta 1916 v Zatorcih in to je bil dober zaplet za eno in za drugo, torej najprej za knjigo, potem se je pa še snemalec, režiser, montažer Jože Glažar odločil, da bo šel na to potovanje z nami in da bo snemal film. Seveda nismo vedeli, kakšen film bo nastal in tako je v bistvu prišlo do tega, da je začel film vplivati na knjigo, knjiga na film in na koncu je nastalo oboje. Knjiga je šla lani decembra, film je pa zdaj tukaj pred nami. Mogoče bi pa potem več o filmu povedal Jože. Glede na to, ko si začel omenjati imena, jaz bi kar povabil vse, ko ste sodelovali v toj ekipi, Brzoga, Dodoja, režisera, ki se nam pridružijo, ki v bistvu ta en lepi dogodek počastimo, ki se poklonimo v bistvu publiki. Prosim, ko pridete gor. Še ostali sodelujoči. Pridite, prosim. Prvi kak dan besedo glavnimi akterji Gezeki, ne, še tebe pito in sicer v zvezi eno tam mističnim doživetjem, v zvezi s tem smrtelnim ptičem, o katerem si nam govoril, pa mislim, da je dobro, kot tudi publika od tej detalj izve. Pa ja, najprej dober večer. V bistvu smrtelni ptič nama je cel čas prekrižil to najno pot do končnega filma, ne. In zdaj smo se odločili nekako, da ga moglo pač fentati, ampak ne nama ga je uspelo fentati. Še nazadnje smo tisti kadri tam,
kako se tisti 2 metra noter dejvlajo, pa Štefan streljal v tisto drevo. To je bil sploh zadnja stvar, ko smo jo posnela, v bistvu snemali, potem smo skoraj tako šeršeni zgrizli. In da smo posnela zadnji kader, srečni pa ok, zdaj pa gotovo, to še znotraj zmonteralo, film fertik. Vgojno se dobijo pri meni v montaži, pa pravi, Štefan, kadra njega. Pa smo ga še en večer prili, koliko smo ga posnela, pogledali, jo super, kot Iza, spivša, vse je vredi, vse štimo. Vgojno ne je bilo kadra, tako ne smo ga mogla toga vtiča, smo nikak ne še zadela, kar dale za namodo. Tako, točno tako. Super. No, evo, vsaj smo ga. Je pa zato ostal te dober, odličen zapis. Zdaj bi pa predal seveda besedo našimi junaki toga filma. Jasne, toga filma, kar nas v bistvu še nagovori, kar nas je itak nagovoril v filmi, ampak kar nas še nagovori v živo. Ja, moja zasluga za to knjigo, pa ta film je mogoče ta, da sem vedno bil naklonjen zgodovini. Sicer pa ljudje v mojih letih se dosti rajše ozirajo v preteklost, ki je dosti bolj bogata kot pa prihodnost. In jaz sem pa bil s tem nadarjen in obremenjen že od nekdaj. Mogoče zato... Predvsem me je zanimala zgodovina in pa vojaška zgodovina. To mogoče zato, ker imam kakšne gene, ki sem jih podedoval, ali pa mogoče moja zgodnja otroška leta, namreč sem generacija iz druge svetovne vojne. Še danes vidim v zraku tiste nepregledne zračne formacije zavezniških bombnikov, ki so se vračali po nebu čez našo vas. Za njimi je za glavnino se pa vlekla vedno skupina težko poškodovanih bombnikov, ki so se vlekli dobesedno za glavno skupino in vprašanje, če so prišli na matično letališče. In to me je nekako pritegnilo pa tudi prizadelo. Potem v začetku aprila 1945 so prišli v našo vas rdeči armejci pehotnega bataljona Korotev. V našo hišo so se pa naselili rdeči armejci, ki so otvorili posadko protiletalskega topa, ki je stal na našem dvorišču kot en kip svobode. Tile vojaki, rdeči armejci, so bili do nas izredno prijateljsko nastrojeni, kot da bi bili vitezi okrogle mize. In eden izmed teh je takrat meni podaril pištolo, duel pištolo, se pravi za dobojevanje. On je neverjetno nekje zabral tam na madžarski strani. To je pištola znane puškarne Vijen Novotny. To pištolo še danes hranim kot en najdražjih spomin iz moje mladosti. Zaradi vojnih razmer v naši vasi ni bilo dosti otrok, ampak imel sem neverjetno srečo, da sem se lahko družil in pa igral z Kučanovo Cvetov pa z Milanom, Kučanom Milanom, ki je pozneje postal izredno uspešen in vpliven politik in tudi prvi predsednik Republike Slovenije. Izredno dosti avtorjev je opisalo vlogo in položaj slovenskega vojaka v prvi svetovni vojni in lahko bi jih označili z lastnostmi, kot je vztrajnost, zvestoba in pa pogum. Tega se je verjetno tudi zavedal general Svetozar Borojevič, ki je bil poveljnik slavne 5. soške armade in je na ključne obrambne pozicije vedno pošiljal polke, ki so bili pretežno sestavljeni iz slovenskega moštva. Po drugi strani pa je bila vloga prekmurskega vojaka v prvi svetovni vojni, njegovo trpljenje in njegove žrtve dobesedno zamolčana. Šele 2015, ko je Soboški muzej pripravljal tole razstavo, so se prvič pojavile
slike in pa dokumenti, ki so o tem pričali in tudi prve brošure. To, kar se pa naredila moja mlada prijatelja z knjigo in filmom, pa je po moji oceni, jaz namreč nisem strokovnjak, nisem umetnik, krona spomina na prekmurskega in pa šterega vojaka, porabskega vojaka, točno tako, prekmurskega in porabskega vojaka v prvi svetovni vojni. In zato sem jima obema izredno hvaležen in tudi obema čestitam. Vendar, konec ne sme biti preresen, ker drugače ne valja ništa. Niso vsi navdušeni nad vojno zgodovino, tako da se tistim, ki ste trpeli, tukaj se vam zahvaljujem za potrpežljivost. To pa vem zato, ker sem pred leti se odpravljal s prijatelji v Matoško Rasiju z namenom, da se ogledamo Prohorovko, tam, kjer je 12. julija 1943 potekala največja tankovska bitka vseh časov in kjer je nemški Wehrmacht dokončno izgubil jekleno pest in pa svojo inicijativo na vzhodni fronti. In ko smo se odpravljali z doma, je moja soproga Moriška pravila, srematske Rusi, kar boste mogli poslušati. Gospod Geza, hvala lepa. Mi se pa vam zahvaljujemo za tej nagovor, pa za to čudovito doživetje filmsko, ki ste nam ga danes priredili. Zdaj vas povabim vse vkipr na kozarec vina, pa še nekakšno reč. Dobro. No, to je pa na konci, prej brzi na začetki, pa vedno na konci, ne, da pride. Ja tudi vam moram povedati, da sem začela gučati za Štefanom to pot. Sem doma ženi pravo, pa meni se zmeša, vsaki dan me zove, pa pravi, da sem začela načrtovati to pot. Pa toliko sem si z neki poučaval o nekšoj poti. On je vse hotel imeti Štefan detalje, vse, časovnice, pot, vse, če je to šlo. Sem pravil, jaz sem škoda, da je to uvijek spolno. Pa mislim, kaj je vredi. Hvala lepo.